res bil veliko čas, da se je odzvala spet profesorica Svetlana Slapšak na obisk. 2 leti nazaj nas je že obiskala sicer v sklopu knjižnice pod Krošnjami. Gotovo, ko smo delali program, seveda na temo vode, smo nekako morali pokriti ta vidik antični in gotovo, mislim, brez dvoma je prišlo prvo ime na naš seznam od profesorice Slapšak. Tu sicer predstavljamo tudi 3 knjige oziroma predavanje ni prav predstavitev knjig, vendar bi vas povabil po dogodku, da tako na infostojnici, kjer predstavljamo v bistvu najnovejše literarno delo Istomesečniki, pa Kuhinja z razgledom, ki je, mislim, da je ena izredna knjiga, ki vsakdo, ki ljubi hrano, mora imeti doma. In Antična miturgija pa na stojnici Beletrine. Tako da profesorica Slapšak, že po opisu lahko vidite, da je to nekdo, ki je zelo plodovit avtor, ne le na znanstvenem delu, ne le znanstvenem prostoru, temveč tudi v leposlovju. Tako da jaz bi predal besedo profesorici. Hvala še enkrat, da ste prišli. Hvala vam za povabilo, hvala za lepe besede in je prav za mene čas, da pridem in da se srečam s to publiko. Torej, če bi se hoteli takoj zabavati na račun klasičarjev in poznavalcev antike in naših pojmov popularnih v antiki, bi rekla, tudi stari Grki so pili vodo. Ampak ne bom seveda na ta način se takoj uničila samo ironijo. Bom v tem kratkem času, kar recimo voda bi absolutno bila za en dober semester antropologije antičnih svetov, bom probala predstaviti tisto, kar je morda najbolj nam blizu, najbolj izraža neko kontinuiteto in najbolj nas spominja na pravzaprav vse ugrajene kulturne naracije, ki jih imamo, tudi nezavestno, ki smo jih nekako brezplačno dobili na poti v življenju, od šole, od osnovne šole pa naprej. Torej, ja, voda pravzaprav v antiki ima praktično vsaj pomene kot danes in tudi računam tudi tisto, kar je za nas danes najbolj pomembno, to je čistoča vode oziroma zastrupljenost vode in industrijska uporaba in zloraba vode. To so imeli tudi v antiki, torej smo na istem terenu, samo seveda, da so dimenzije in da so aspekti tega zelo, zelo različni in nam lahko morda dajo kakšno dobro idejo o tem, kaj lahko z vodo oziroma za ohranjanje vode še naredimo danes. Saj 2, 3, 5 tisoč let pa res ni bog ve kaj, to je, kot veste, ena sekunda v razvoju tega planeta, tako da in mi smo tako mladi in tako nezaščiteni, da se nam lahko zgodi, da tudi mladi odidemo. Torej, s to perspektivo, ki je seveda črna, lahko začnemo s tem, kako so recimo antični Grki doživljali vodo, katere karakteristike voda imela v mitološkem imaginariju, in kaj so s to mitološko vodo delali, na drugi strani pa kaj so delali z realno vodo. Kako je znanost pravzaprav bila ključna v premišljevanju o vodi, kako je voda pomagala znanosti in kako so se razvile različne tehnike, tehnologije in postopki, ki so veljavni še danes. Prvo Grki so morje videli kot poti, množico poti. To je predvsem bilo morje, kako potovati, kam iti, kam pluti, kam se najti na morju, na obali, na neznani obali. To je klasični začetek mnogih romanov, tudi v antiki, antičnih romanov in potem mnogih drugih romanov. Junak se zbudi na neznani obali in kaj bo s sabo in z obalo. Ampak razen te ideje
morja kot poti je en drugi aspekt morja in morskih bitij, ki je izjemno zanimiv, posebej za grško miturgijo, kako jo jaz imenujem, torej vse možne tehnike in postopke, ki jih izvajamo, ko delamo mite. Ker mit seveda nikoli ni fiksiran tekst in vsak fiksiran tekst v književnosti ne pomeni, da je ta mit živel na ta način. Glavno je pač pripovedanje. No, v tej situaciji pač dajmo videti, kaj se dogaja, kaj so Grki mislili o morskih bitjih. Na grških vazah zelo pogosto vidite morska božanstva, posebej dva starca, morska starca. Morska starca sta Nelej in Pelej in oba sta preroka in oba skrivata svoje znanje in oba se lahko prelevite v karkoli. To je osebina morskih bitij, da spreminjajo svojo obliko. In da bi dobili nekaj znanja od Neleja in Peleja, ki so na vazah prikazani z ribo v roki. Tako da vemo, da so to ta dva modra starca iz morja. Jih je treba stisniti, ampak dobesedno stisniti, zagrliti, držati in potem po določenem času bomo že nekaj izsedili iz teh bitja, nekaj znanja. In takšni so miti, ki prikazujejo Neleja in Peleja, pač grški junaki, posebej tisti, ki so na poti domov po padcu Troje, pač dobijo nove informacije, nova znanja od teh starcev, ampak so ogromno je postopkov in zelo kompliciranih postopkov, da bi sploh prišli do tega znanja. V neki epizodi Menelaj išče svojo soprogo Hero, to je obdelal Euripid v svoji drami Helena, svojo soprogo, torej Heleno, in ki sploh ni pobegnila z Parisom, ampak so je božanstva skrila nekje v Egipt, na nek otok in ona ni ničesa kriva in bo Menelaj prišel in svojo soprogo odpeljal nazaj. Torej, da bi se vrnila domov, morata dobiti podatke, kako se sploh vrniti. Ne? In pa postopek je naslednji. Menelaj se mora nekako priti temu morskemu starcu in pa to, kar mora narediti, je, da se nekako pomeša z tuljeni, ki so čreda, ki jo morski starec vzgaja. In seveda je tudi ta detajl, ki ga Euripid duhovito umesti, da tjuljeni neznosno smrdijo. In potem se Menelaj tam pojavi, počaka, napade, morskega starca ga drži, dokler on ne prizna vse in potem pa srečno gre domov. Govorim to zgodbo zaradi tega, ker pravzaprav celoten zaplet okrog trojanske vojne se začne z enim takšnim postopkom. Namreč Pelej, junak, ki je naredil zločin in mora bežati svojega kraljestva, dobi preroštvo, da se lahko poroči s Tetido, ki je morska boginja. Zakaj je dobil takšno neverjetno priložnost? Zaradi tega, ker je Zevsu, ki je bil ljubimec Tetidin, prišlo preroštvo, da bo sin, ki je rojen iz zveze s Tetido, ubil očeta. Torej, da ne bi tvegal preveč, Zeus pač daruje Tetido Peleju, smrtniku, ona pa je boginja in ona je seveda proti. In na vsemi možnostmi silami, ki jih ima, noče pristati na to zadevo. In potem pač Zeus mu naskrivaj poda nekaj napotkov in to je, da Tetido drži v rokah, v objemu. Simplegma, to je grška beseda za objem, pomeni tudi seksualni odnos, torej gre za posilstvo z drugimi besedami. In torej, če drži Tetido trdno v rokah, karkoli se zgodi, ona bo na koncu morala popustiti. On je drži in Tetida se prelevi v pošasti, kače, levinjo, oblak, vodo, oganj, vse sorte, dokler na koncu nesrečna Tetida ne more več in pa res postane njegova soproga. In svadba Peleja in Tetide je tista svadba, na kateri se bodo bogovi skregali in bo pravzaprav prišlo do trojanske vojne. Zanimivo je to, da Tetida popusti
v trenutku, ko je sipa, ko je v obliki sipe. In pa sipa naj bi bila bitje, ki je mehko, ampak ima ogromno znanje in to znanje pač iz telesa sipe gre kot črnilo. Tako da imamo celo serijo neverjetnih, prelepih metaforičnih možnosti. Ženska, ki piše skrivnostno, njeni teksti so skrivnostni in tako naprej in tako naprej. Torej, to je ena od najlepših mitoloških fantazm, če hočete, o ženskem znanju, ki ga poznam. Sicer se vse dogaja na koščku zemlje, na polotoku, ki se imenuje sepija. Sepija je seveda sipa. Torej, to so ti obliki vodenih morskih bitij, ki so izjemno sposobna, polna znanja in ne dajejo tega znanja zlahka. Torej, to je en aspekt morske vode, ki ga lahko izvlečemo iz antične grške literature. Na drugi strani so seveda reke. Reke so pa moška polbožanstva. Vse reke so moške v grškem jeziku in v grški antiki, razen ene, to je Styx, in to je reka, ki teče po spodnjem svetu, in ko dajete najbolj resne obljube, uporabite njeno ime. Za najbolj resne pogodbe in za najbolj resne obljube velja Styx, ki je ženska reka. Vse ostale so moški, precej agresivni, zelo pogosto pač reke napadajo junake. To imamo prekrasno sceno v Iliadi, ko besna reka napade Ahileja in njegove konje. Torej, reke so moški in to agresivni moški. Drevesa so pa ženske. To je pač druga zadeva, ki seveda povezuje plodnost, ni drugega. In torej, mesto v mitologiji je izjemno zanimivo zaradi tega, ker imamo to neverjetno dinamiko med različnimi bitji, različnimi simbolnimi stanovalci različnih voda in končno seveda imamo uporabo vode, ki jo še danes imamo praktično v isti obliki, ki je seveda starejša tudi od grške antike, in to je sveta voda. Oziroma voda, ki jo je nekdo dotaknil, voda, ki jo je nekdo razglasil za sveto in potem velja za sveto. To imamo danes, kolikor hočete. Ne? Torej, vse te oblike miturgijskega delovanja z vodom so zmeraj bile fascinantne, kot veste, od književnosti pa do slikarstva in tudi glasbe, seveda. Moja priljubljena, moram priznati, ostaja slavni ruski roman o človeku amfibiji, ki je napisan nekje v 30 letih in je ostala ena od mojih priljubljenih otroških knjig, kjer pač pravični mladi človek, ki je postal amfibija, mora reševati ne samo svoje etične dileme, ampak tudi dileme celega sveta in seveda vsi ostali so pa obremenjeni z agresivnostjo, ki on nima več, s tem, da je pač amfibija. Torej, ta motiv je še zmeraj zelo živahen, zelo obstoječi in ga bodo verjetno v filmu, v zadnje čase je kar nekaj filmov o vodenih bitjih, ki nekaj delajo za svojo korist ali škodo. In tisto morda, kar nam posebej ostane, ko mislimo o vodi in o tem, kaj voda pomeni v vsakdanjem življenju, sveta voda, ni samo cerkvena sveta voda. To je sveta voda, ki se zelo pogosto pojavi tudi v naših najbolj enostavnih vsakdanjih postopkih. Denimo, se spomnim, da je moja babica polila vodo vsakič, ko sem šla na izpite na fakulteto, da gre lažje. In to posipanje vode je še zmeraj nekaj, kar pač izvajamo v določenih trenutkih. Gremo na drugo zadevo, ki je izjemno pomembna, in to je vloga vode. In jaz zdaj pravim nekako hitro panoramo, ker seveda ne moremo vsaka od teh tem bi zahtevala posebej predavanje. Ampak dajmo videti, kaj je vse voda pomenila v vsakdanjiku zunaj osnovnih vlog, osnovne uporabe. Pomembna je bila njena vloga v atenski demokraciji. Kot veste, atenska demokracija je bila neposredna demokracija, ni bilo poslancev, ampak je vsak, ki se je želel ukvarjati z demokracijo, ta dan zgodaj šel v skupščino, zavzel mesto,
pozicijo, sedišče, odločal z vsemi drugimi in potem ob koncu dneva je pokazal svojo ploščico, glineno ali pa bakreno, in je zato, da je bil en dan poslanec oziroma odločal v skupščini, dobil honorar, dnevni honorar. Če je jutri prišel prepozno, pa so tebe bile zanimive, ni mogel priti, pa ni sodeloval v demokraciji. Torej, vprašanje sodelovanja v politiki je vprašanje lastne odločitve in zanimanja za politiko in seveda obveznosti. Morate biti videni. V atenski demokraciji vsak dan morate biti videni, da nekaj delate za demokracijo in za druge. No, kakorkoli, kaj je odrejalo, koliko časa nekdo, ki sodeluje v demokraciji, lahko govori. To je bila vodna ura, ki je stala pored mesta, s katerega se je govorilo, in je to zelo, zelo enostaven mehanizem. To je pač ena količina vode v posodi, ki skozi kanal gre v drugo posodo in ko se izteče, je konec. In so ameriški arheologi, ki so sicer raziskovali skupščino in tudi druge dele Atene, posebej Agoro, glavni trg, so naredili rekonstrukcijo in ugotovili, da je čas vsakemu za govor, za izlaganje teme bil 3,5 minute. In potem, če govorec ni hotel dol, so ga pač dali dol. Tako da morda izračun ni najboljši, ampak vsekakor gre za zelo, zelo jasno in precizno razumevanje ideje, kaj je demokracija, da vsak ima enak čas govora in nič več. Sicer klepsidre so bile seveda zelo pogosto na različnih mestih in ideja vode ni seveda povezana s časom na ta način, da časovne enote odrejajo pretok vode, ampak nasprotno, voda sama za sebe v različnih oblikah, v različnih kontejnerjih odreja vreme, čas, uporabo, vse, kar se tiče tekočine, kot bi rekli. Recimo, posode, ki jih zelo pogosto najdemo na potopljenih ladjah, amfore, so bile mera. Ne samo način transporta, ampak mera. Vedeli ste, da je not 26 današnjih litrov. In ste točno vedeli, da je to pač ta mera. In tako so se imenovale. Mere so se imenovale po posodah. Tisti, ki so samo zajemale, zajemalke, ki so recimo na trgu, in tiste, v kateri se je tekočina izlila, ki so imeli točno odrejeno količino. Torej, postopek je bil relativno enostaven in sistem se je v veliki meri održal tudi pozneje. Recimo beseda kotav, je grška kotabos, torej posoda, v kateri se kuha, denimo, če se dobro spomnim, kakšnih 3,5 litra ali nekaj takega. Seveda ne me vpraša za številke, ker številka mi slaba. Kakorkoli že vidite to uporabo. In seveda dinamika vode je zelo, zelo zgodaj inspirirala filozofe, vzbudila filozofe pravzaprav, da računajo po vodi, pa tako imamo slavni izraz, da nikoli ne greš v isto vodo dvakrat, ker ona teče, se spreminja. Potem pa imamo različne znanstvene poskuse merjenja in urejanja sveta z vodo. In Grki so v tem bili veliki umetniki. Dva sta osnovna polja, v katerih so znanstveniki delali z vodo. Eno je seveda vojna, izkoriščanje vode za različne vojne stroje in tudi veščine bojevanja pod vodo in na vodi so bile izjemno pomembne. Na drugi strani pa je veščina pomeranja zadev strojev, ki jih je premikala voda, je bilo veliko v ritualih, v templih, in tempelj je bil zelo znan, če je imel recimo nekaj takšnih atrakcij, vodnih atrakcij, kjer so pač znanstveniki izkoriščali vodo, da se figure premikajo, da se nekaj dogaja. In tudi, kot vemo, danes so poznali parni stroj. Torej, tudi paro so izkoriščali za premikanje določenih avtomatov, strojev, vrata se sama odpirajo, posode se izlivajo same in tako naprej. Vse, kar je seveda bilo zanimivo za publiko.
Seveda se tukaj postavlja veliko bolj pomembno vprašanje, a so Grki res verjeli v takšne atrakcije, oziroma kako je to postavil Paul Venn, znani francoski raziskovalec antičnega sveta, ali so Grki sploh verjeli v svoje bogove. In v svoji uvodni besedi, ko je prišel v Francosko akademijo, je napisal govor, to je majhna knjižica, je tudi prevedena v slovenščino, kjer pač njegov odgovor je ja in ne. Vsekakor vera ni bila enaka naši veri. Grki so verjeli na popolnoma drugačen način kot mi in v popolnoma drugačne zadeve, kot so naše zadeve. Tretje, pretok vode je bil izjemno zanimiv za matematike. In je ohranjeno veliko ne samo teorij, ne samo tekstov, ki govorijo o mehaniki vode, ampak so v šolskih učbenikih, ki so služili za učenje, je najti ogromno nalog, ki so enake kot danes v šoli. Fontana pušča toliko in toliko vode v tolikem času, izračunajte in tako naprej. In zelo pogosto figura, ki se uporablja za take naloge, je Nioba, mitološka ženska, ki se je hvalila pred boginjami, da ima prekrasne otroke. Če se ne motim, imela 6 ali 7 hčerk in 6 ali 7 sinov, različne so verzije. In boginja Artemida, ki je bila zelo, zelo ljubosumna in pa ni prenašala, da je nekdo boljši od nje, in njen brat Apolon sta ubila vse otroke. In potem se Nioba je postala kamen, iz katerega je vir vode. Njene solze so se prelevile v vodo in je ona jokala celo večnost. Torej, Nioba je bila, če Nioba plače, s tolkimi solzami v določenem času in tako naprej. Torej, matematika je bila področje, v katerem je voda bila izjemno pomembna. Za izračunavanje hitrosti, za izračunavanje mase, različne, čisto matematične, abstraktne probleme. In ta prisotnost vode v znanosti je postala posebej pomembna v obdobju, ki ga imenujemo helenizem. To je obdobje, v katerem je po smrti Aleksandra Velikega, ki je, kot veste, umrl v 33. letu in pustil za sabo kraljestvo, ki je bilo od Gibraltara pa do Gangesa. In v tem kraljestvu so za njim ostala seveda samo majhna kraljestva že spet. Predtem je Aleksandar je zelo skrbno naredil vse, da uniči atensko demokracijo. To je bil njegov glavni cilj. In potem seveda so se uvajale povsod monarhije brez neposredne demokracije, kakšna je obstajala v Atenah. Ampak obenem je Aleksander Veliki oboževal grško književnost in vedno je sabo imel Iliado in Odisejo, ki jih je vedno bral. Torej, ostane cela serija teh majhnih držav, kjer vladajo njegovi generali, prijatelji, epigoni. In pa v vseh teh državah je ena zadeva, ki to obdobje dela izjemno. To pa je, da od Gibraltara do Gangesa vsi, ki so pismeni tako, da poznajo grščino. Ni druge pismenosti. Šele pozneje, nekaj stoletij pozneje, se pojavi seveda Rimsko cesarstvo, ki je tako pomembno in tako administrativno in drugače in seveda vojaško močno, da drugi jezik, ki je zelo pomemben za administracijo in za oblast, je latinščina. Torej, če lahko sklepamo, vsi prebivalci, tisti, ki so živeli v antiki v obdobju od smrti Aleksandra Velikega pa do praktično padca Rimskega cesarstva, so bili najmanj tri gloti. So imeli svoj materinski jezik, če slučajno ni bil latinščina ali grščina, morali so znati latinščino in morali so seveda znati grščino. Latinščina kot jezik je precej uporaben, kot danes angleščina bi rekli, in grščina kot jezik kulture v celoti, sve kulture. In ne samo to, vse kulture, ne samo to, ampak v tem svetu so vsi prepoznali grške podobe, grške mite, saj so vse javne stavbe imele te podobe. In ko si se sprehajal po
po svojem mestu, si moral vedeti, kaj je tukaj naslikano, kaj pomeni skulptura, kdo so ti ljudje, kaj se med njimi dogaja, to si vse moral vedeti in je to pa res prva globalna družba, ki jo poznamo, ki je objemala cel stari svet, torej Mediteran in okolje, torej Severno Afriko, dober del Male Azije in seveda še naprej in naprej. Balkan, seveda Norikum, torej Slovenijo in tako naprej in tako naprej. Torej, ta pomen je izjemno pomemben, ta aspekt kulture je izjemno pomemben in v njem velika mesta, ki so imela knjižnice. To ne pomeni, da majhna mesta niso imela knjižnice. Praktično vsako novo mesto, ki ga je Aleksander osnoval in ki se zelo pogosto imenoval Aleksandrija ali pa neka druga varijanta njegovega imena, vsa ta mesta so imela knjižnice, javne knjižnice, v katerih se sedelo, bralo, premišljevalo, potem pa pregovorilo o tem, pisalo in tako naprej. Te knjižnice nekatere so tragično izginile. V prvem stoletju pred našim štetjem je Aleksandrijska knjižnica, ki ima na milijone svitkov oziroma knjig, je zgorela in izginila v požaru. Pergamonska knjižnica je bila zelo slavna. In kaj se je dogajalo v knjižnicah? Tam so sedeli ljudje, ki so tudi za plačilo od strani monarhov in bogatih ljudi delali na znanosti in na zabave, kar se tiče templjev, zabav v palači in tako naprej, in v znanost in za vojno in za vse drugo. In so opisovali predmete in so katalogizirali predmete, knjige, mape, kartografije in tako naprej. In seveda v kartografiji kontinentalnih področji so reke bile izjemno pomembne. Zelo pogosto so reke bile prav meja med različnimi geografskimi enotami, državnimi enotami in tako naprej. Prehod čez reko je zelo pogosto bil nekakšen zgodovinski dogodek, nekaj zelo pomembnega. In seveda, da niti ne govorimo o tem, da so mesta srečanja po grški tradiciji v teh mestih bile javne kopalnice. In v javnih kopalnicah one so v grškem svetu, so one predvsem bile povezane s športom. Torej, po športu se je z nekakšnim topim rezilom se je olje z kože dalo dol in potem se je kopalo. Torej, povezava s športom je še zmeraj bila pomembna, ampak manj kot v obdobju polisa, bi rekli. In potem pa še pride seveda razvoj, ki je izjemno zanimiv. Rimljani prevzamejo grške tradicije, kar se kopanja tiče, in poznamo javna kopališča, balneje, ampak v cesarskem obdobju Avgusta, torej že prvo stoletje našega štetja, imamo popolnoma novo socialno vlogo teh kopalnic. One se imenujejo terme, tako kot danes, in pa imajo luksuz in podobo in, če hočete, tudi negujejo mentaliteto palače, vladarske palače, in tam se ljudje dobijo ne samo, da bi uživali v vodi, ampak tudi zaradi tega, da bi uživali v kulturi. Namreč v Rimu, kakor znamo recimo iz pisem Plinija mlajšega, tisti, ki je videl svojega strica Plinija starejšega, kako iz znanstvene radovednosti gre umret v Pompeji, torej tam so se brala nova književna dela. In Plinij mlajši zelo živahno opisuje ta branja, da nekdo je napisal svojo zgodovino in zdaj bere, ali pa poezijo in tako naprej. Publika pa zelo uživa, nekateri pa diskretno izginejo, malce zehajo in potem pa seveda na drugi strani po kuloarih se potem razpredajo trači, ostre kritike, zloba in vse ostalo, pa se vrne nazaj, pa se na koncu seveda se zahvaljuje in se laska avtorju in tako naprej. Torej neka atmosfera, ki jo malce prepoznamo, edino da tega ne delamo v termah, nažalost.
Tako da so terme res bile kulturni centri pravzaprav in kot takšne so bile izjemno pomembne. In ko vidite recimo v ruševinah ostankih rimskih mest, tudi zelo skromnih mest, vidite konstrukcije, ki govorijo o tem, da so tam bile kopalnice, razumete, da je ta vrst zabave bila izjemno, ne samo popularna, ampak nekaj, kar je nujno. In intimno verjamem, da je to bilo nujno v kakšni gluhi provinci, da se najdeš v termah in da govoriš o književnosti z drugimi, ki pač tega še zmeraj razumejo. Torej, rimska uporaba vode, te intimne, hišne, pa potem pa javne, bi rekli, aristokratske, palačne uporabe vode je nekaj, kar se je razvilo, tako rekoč, v relativno majhnem številu stoletij. Tako da vidimo ta razvoj, kako gre in kako se arhitektura prilagaja novim postopkom, kako se razvija, kako odkriva možnosti, recimo centralne kurjave, ki so jo Rimljani, kot veste, imeli. In tako naprej, in tako naprej. Torej, voda je zmeraj vzbujala ogromno radovednosti in je res za znanstvenike zmeraj, tako kot danes, bila izjemen izziv. In to za znanstvenike zelo, zelo različnih disciplin, tudi danes. Drugi aspekt vode je temačen. To so vode, ki imajo povezavo s spodnjim svetom. To so vode, mirne vode, ki skrivajo strupe, ki skrivajo pošasti, ki skrivajo nevarnosti. In takih temačnih voda je kar precej v antični mitologiji. Neke od najboljših zgodb so povezane Heraklejevimi podvigi. Recimo Augijeve štale je očistil, to je zastrupljanje bilo, ne? Ekološko zastrupljanje. Saj smo videli pred kratkim grozne podobe živali, katerih štale niso čistili, ne, in kako te živali trpijo. Torej, te štale je Heraklej očistil tako, da je reko, ki je bila blizu, obrnil je tok in je reka šla skozi štale in vse očistil. Torej, to je ena uporaba, bi rekli, ekološka uporaba vode. Druga tekoče vode, druga je njegov podvig v Stimfaliji. Stimfalija je majhna oblast na Peloponezu med planinami in tam je danes še zmeraj jezero, o katerem se govori v antičnem mitu. In to jezero je bilo zastrupljeno, ker je bilo preveč ptic. In ptice so se medsebojno pobijale in so bile zastrupljene, torej zelo, zelo slaba situacija zaradi populacije, ki je preveč gosta, in je potem Heraklej prišel z enim svojih radikalnih idej in jih je enostavno strelami pobil. Tako da ti ptiči, odvečni ptiči niso več zastrupljevali hrano prebivalcev. Torej, nekakšno, bi rekli, ekološko ravnovesje upeljal, čeprav zelo nasilno, bi rekli. Na drugi strani je, recimo, te reke, ki so temačne, ki imajo temačne skrivnosti, so nekaj zelo posebnega v grški antropologiji, kar označujejo tudi status spomina. Smrt za Grke sploh ni nekaj groznega, spodnji svet pa je. In ne zaradi nekakšnih groznih pogojev, saj Sizif in Tantal sta imela svoje zgodbe, ki so bile neprijetne, ampak ni zmeraj bilo tako grozno v spodnjem svetu, ampak je nekaj, kar je Grke zelo, zelo globoko, pač jih je traumatiziralo. To pa je, da ko greš v spodnji svet, zgubiš spomin. In ta izguba spomina je najbolj tragična, ker pravzaprav celotna grška, predvsem moška etika je zasnovana na tem, ženske so tudi vzele del tega, da ti se ohrani ime. To je slava. Torej, če se ohrani ime nekoga, ta pa ni popolnoma mrtev. Ta še komunicira s svetom. In zaradi tega je največji strah povzročala reka, od katere se mora spiti malo vode, ko se gre v spodnji svet, in ta reka leto nam uniči spomin.
Če se spomnite recimo Odiseje, kako Odisej pride do podatkov, dajo mu pač idejo, da bo dobil podatke o tem, kaj se dogaja z njegovo družino in kaj se bo dogajalo z njim, če gre v spodnji svet in če vpraša mrtve. In potem mu dajo tudi ta nasvet, da mrtvi ne bodo spregovorili kar tako, ampak šele, ko poskušajo kri. Tako Odisej naredi žrtev, ubije ovco in vonj krvi pridejo mrtvi. In mu povedo različne zadeve, povedo mu, kako je bedno življenje spodaj, brez spomina, kako bi vse dali, da se vrnejo in tako naprej. In obenem seveda vidi tudi svojo mati in pa ve, da je ona umrla. Torej. In tako naprej, torej povratek, kako se vrne spomin, tako da se vrne življenje. Nažalost, ni drugega načina. In spomin oziroma glas oziroma ime so tako na poseben način povezani, da je, ko je to izginilo in je vsaj v Evropi, ampak tudi v drugih krajih so prevladale velike religije, ki zahtevajo nekaj drugačnega, ta sprememba ni spremenila samo naš odnos do spomina, identitete in ostalo, ampak je spremenila naše telo. O tem se v šolah ne govori, in tudi v znanosti je relativno malo tega. Gre namreč za osnovni način komuniciranja v Grčiji in v antičnem svetu. Osnovni način komuniciranja je glas. Ko pogledate recimo na internetu, kako izgleda rokopis Homerjevih epov, izgleda tako iz helenističnega obdobja, ker seveda tad je tudi filologija ogromno delala in so izdali stare tekste in tako naprej. Torej, ta tekst izgleda tako, da je od prve do zadnje besede ena beseda. Torej, tekst postane razumljiv, postane tekst šele, ko ga preberete, če znate, kaj piše. Torej, vi ustvarjate, človeški glas ustvarja tekst in samo na ta način se je pravzaprav komuniciralo. Tako se je brala knjiga na glas. Prvo vprašanje, ki vam pade na pamet, kaj so pa delali v knjižnicah, kaj so se vsi drli na glas? Ne, seveda, so bolj diskretno, so še petali. In drugi način, kako je nastala knjiga? Zelo enostavno. Dobite prostor ali pa tako, recimo, lep popoldan, sonce zapada, mi pa sedimo, jaz diktiram, vi pa pišete vsak en rokopis in na koncu imamo kakšnih 30 knjig in jih prodamo tam. Tako je nastala knjiga. In seveda vsi ostali so molčali, dokler sem jaz diktirala. Torej, to sta dve izjemni situaciji. Ampak vse drugo je bilo na glas. Barantalo se oziroma dogovarjalo z bogovi na glas. Nekdo je prišel Bogu, ponudil svojo žrtev in potem pa vprašal, je to dovolj, ali lahko to, ali lahko nekaj drugega, kaj naredimo. To je dogovor z božanstvom. In tisto, na osnovi česa popolnoma sigurno vemo, da je to temu tako, so antični grobovi oziroma pokopališča. Ker pravzaprav naše pokopališče imajo skoraj isto obliko s tem, da se je izgubila ideja glasu. Zakaj gre? Zato, da so pokopališča večinoma bila na vhodu oziroma odhodu iz mesta in da tisti, ki je prihajal oziroma odhajal, je pač gledal grobove in bral imena. In ko nekdo glasno prebere ime, občasno tudi sporočilo na grobu, napisano na grobu, potem se ta vrne v življenje. Saj za čas živi v spominu. In ta ideja življenja v spominu je zelo močna. No, to sem morala vse povedati, da vas spomnim, da je potem prišla velika vera, velika cerkev in tudi v 4. stoletju dobila tudi legitimnost, krščanstvo, ki je uvedlo nekaj čist novega. In to je, da se Bogu obračaš v sebi. Ni več glasu. In s tem smo mi pravzaprav ogromno izgubili. Izgubili smo možnost globokega branja teksta, komuniciranja z drugimi in tudi obračanja Bogu. Ker ne morete se zamisliti cerkev, v kateri recimo 1000 ljudi in vsi na glas govorijo vsak svojo molitev, seveda ne.
molčite in imate svojo molitev, ampak prednost je tudi to, da imate svojo molitev, tudi ko so pogoji grozni, ko ste v zaporu, ko umirate, ko ste osamljeni, ni druge, ampak govorite monolog. In ta monolog, inovacija monologa je tudi spremenila naša telesa. Mi se drugače obnašamo, govorimo v sebi, mislimo, verjetno ne na drugačen način od antičnih, ampak antični so mislili, recimo filozofi, znanstveniki, verjetno tudi tako, da so okrog sebe imeli zmeraj nekoga, ki bi lahko bil kritika, ogledalo, zrcalo, kritika. Tako da je pravzaprav bilo lažje misliti, če si imel to kontrolo glasnega sporazumevanja kot danes. Pustimo to po strani, ampak sem to morala povedati, da bi razumeli, kaj pomeni glas. Torej, če je voda bila povezana tudi z računanjem, z akustiko, z zvoki, ki se dobijajo z vodo, recimo v gledališču, recimo v nekaterih drugih oblikah izobraževanja, voda je bila tudi del tega, voda govori, mi pa smo nehali govoriti. Tako da voda je pa res imela v antiki nekatere funkcije, ki jih mi danes nimamo več, ki smo jih pozabili. In ko danes govorimo o ekologiji in o zaščiti vode in o zaščiti nas skupaj z vodo, nikoli ne pozabimo tudi tega, kar smo izgubili in zakaj smo izgubili. Jaz sem prepričana, da če bi več govorili in več poslušali vodo, da bi imeli tudi drugače ideje in ne bi pustili, da vodo tako zapustimo. Bi dali več in bi ona nama dala več, posebej tekoče vode, ampak tudi morja s vsemi biti, z vsemi možnostmi fantaziranja okrog drugačnosti, okrog pretvaranja v drugo in tako naprej. Torej, kot vidite, je voda povezana z glasom, s tekstom, s pisavo, skrivnostjo in seveda tistim morda zelo osamljenim danes in skoraj se nam zdi nemogočim, in to je povezovanje ljubezenskega odnosa, prelivanja in znanja, ki je nekakšna tekočina, ki prihaja od enega do drugega. Če zamislite ljubezen kot vodo, ki vam prenaša znanje drugega, če je dobro stisnete, vam se odpira še eno področje inovacij, še eno področje imaginarija, še eno področje enostavno, če hočete, zasanjanosti, ki se nanaša na vodo. Tako da vsa ta tekoča kultura nam govori, ko jo gledamo v zgodovinski perspektivi, nam govori, da smo pravzaprav izgubili veliko načinov komunikacije z vodom. S tem ne mislim na tisto disertacijo o spominu vode, to nima nobene zveze z imaginacijo, ampak z lažno znanostjo. Torej, vse to naše intimno komuniciranje z vodo, zvoki in s teksti in z ljubeznijo se nam ponuja kot druga stran ekološkega interesa in skrbi, da preživimo. Hvala lepa.